V skrivnem življenju kitov boste spoznali orjake, kot so narval, orka in sinji kit. Čeprav je marsikaj o njihovem življenju še vedno skrito, vam bosta o njih veliko razkrili tudi Jasna in moja soimenjakinja Juša. Poslušajte to. Tole je kitova pesem, meni se zdi prečudovita in to je tudi ena izmed najbolj misterioznih veščin kita. Najbolj hecno je to, da jo sploh ne proizvaja z glasilkami. Juša, kakšen je namen teh pesmi in kako pravzaprav nastajajo? V bistvu pojejo samci, zato da bi privabili samice. Njihove pesmi nastajajo z mešički v grlu. Pojejo lahko tudi zelo dolgo časa, recimo znan je primer kita, ki je pel 22 ur. Tako da so lahko ti njihovi nastopi v bistvu zelo dolgi. No, 50 milijonov let mineva, odkar so se prvi kiti razvili pravzaprav iz kopenskih živali in iz njih je potem nastalo veliko kitov, med drugim sinji kit, ki zraste do 33 metrov, pa kit grbavec, kit glavač, pa vse do delfinov in ork in vsi so upodobljeni v tej knjigi res prekrasnimi ilustracijami. Kako so nastajali, pa bo z nami delila kar avtorica sama, z nami Rena Ortega, pa je prisluhnila. Hi! These illustrations came to life inspired by all the whales I have had the opportunity to see in Iceland and also in all the books and documentaries I have seen. When I see a whale, my mind creates a watercolor image and then it comes to life. It's not only about painting a whale, it's more about painting a whale with my inner voice, your creative voice and your own point of view. Hvala lepa, Rena. Srečati kita na morju mora biti res veličasten prizor. To je tudi ena izmed mojih želja na bucket listi. Bi si želela to tudi ti? V knjigi je kar nekaj lokacij navedenih, kjer jih lahko vidimo. Ja, jaz bi si tudi tega enkrat želela. Po vseh ilustracijah v knjigi so me zelo tudi v opisih navdušili izdihi in pa njihovi skoki. Lahko pa si jih ogledamo recimo na Azorih na Portugalskem ali pa na Aljaski, recimo v Avstraliji tudi veliko je teh plaž oziroma morij in tega, ampak je treba kar daleč potovati. No, morda se pa kdaj odpraviva skupaj. Z veseljem. Ja, tudi mene lahko vzamete s sabo, čeprav sem kite enkrat že videl na Azorih. Ampak še prej, preden gremo na potovanje, moram seveda zastaviti vprašanje. Dobro, poslušajte. Avtorica Rena Ortega je tudi ilustratorka prebranega dela. Kakšen je njen proces umetniškega snovanja ilustracij? A. Ilustracije so odraz njenega notranjega glasu in domišljije. B. Ilustracije so realističen prikaz zaznavanja in raziskovanja različnih virov. C. Ilustracije so kombinacija zunanjega in notranjega sveta umetnice. Ali D. Ilustracije so prevzete podobe iz knjig in dokumentarnih filmov. Prevzeti iz nekim dokumentar, ampak kaj ti rečeš? Ali pa da. Kaj pa ti? Enako, ali pa da. Da, Adam, da. Neka knjig. Ali so naši tekmovalci dobro poslušali ali ne, menijo, da gre za A. Ilustracije so odraz Reninega razmišljanja oziroma notranjega glasu in domišljije. Ja, ob raziskovanju kitov v naravi, ogledu dokumentarnih filmov in branju knjig ilustratorka dobi osnovne stvarne podobe, ki jih obogati z lastno domišljijo in edinstvenim notranjim pogledom. Pravilen je bil žal tokrat odgovor C. Tele kiti so nam kar odplavali nekaj točk.